Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. 14 dni je minilo, kot bi mignil, in spet vas vabim na zanimivo jezikovno potovanje, torej da se skupaj podamo novim jezikovnim izzivom naproti. Jesen je že zakorakala tudi v naše kraje in nas že preseneča in razveseljuje svojo čarobnostjo, svojo zanimivostjo. In na jezikovnem področju svoj kamenček dodajamo tudi mi, spet v istih rubrikah, kot smo jih predstavili že v prvi oddaji. Torej prva je na vrsti jezikovni namig. V prvi oddaji in s tem prvi rubriki jezikovni namig smo izvedeli nekaj več o imenu in priimku, predvsem pa je bilo osnovno sporočilo to, da uporabljamo tako v pisavi kot izgovorjavi najprej ime in šele nato priimek. No, tudi danes ostajamo še vedno pri imenu in priimku in sicer bomo pogledali, kako je s sklanjanjem pri ženskih imenih in kako pri moških. Pa poglejmo to kar na primeru. Torej, če je nekomu ime Janez in se piše Novak, torej v teh primerih najpogosteje uporabljam tista imena in priimke, ki so nekako po statističnih podatkih najpogostejši, tako da ne bo kakšnih primerjav ali povezav. In to imamo torej imenovalniško obliko, v rodilniški obliki, torej Janeza, Novaka, ni bilo na sestanek. In če pogledamo naprej, dejalniška oblika Janezu Novaku sem sporočila to in to. Janeza Novaka sem opazila v trgovini. Pri Janezu Novaku sem se ustavila mimo grede in z Janezom Novakom sva izvedela na sestanku marsikaj zanimivega in novega. Torej, opazili smo, da se prav povsod sklanja tako ime kot tudi priimek. Torej, priimek sklanjamo, kadar imamo zraven moško ime, ime za moški spol. No, pa poglejmo, kako je, kadar se moško ime konča na A. Primer Aljoša ali pa morda Matija. Zdaj pa že moramo vedeti nekaj več, kajti tista moška imena, ki se končajo na A, lahko sklanjamo na dva načina. Lahko torej sklanjamo po drugi moški sklanjatvi in potem imamo recimo rodilniško obliko Aljoše, Novaka, če se še vedno piše ta gospod Novak, se pravi Aljoše Novaka ni bilo na sestanek, in dejalniška oblika Aljoši, Novaku, sem sporočila zanimivo novico. Aljošo Novaka sem videla v trgovini. Pri Aljoši Novaku sem bila na sestanku in z Aljošo Novakom sem se pogovarjala to in to. Res pa je, da lahko moška imena, ki se končajo na A, sklanjamo tudi po prvi moški sklanjatvi, to pa potem zgleda malo drugače, se pravi, končnice so drugačne. Če je torej to Aljoša Novak in sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, potem bomo rekli v rodilniški obliki, torej Aljoša, in bomo rekli v rodilniški obliki Aljoša Novaka ali pa Matija Novaka ni bilo na sestanek. Matiju Novaku sem povedala to in to. Skratka, tudi po tej prvi moški sklanjatvi lahko sklanja moška imena, ki se končajo na A, vendar je to manj pogosto. Najpogosteje sklanjam kar po drugi moški sklanjatvi, torej po tipu vojvoda, vojvode, vojvodi, vojvodo pri vojvodi in z vojvodo. Tako to zgleda, kadar gre za moško ime. Morda pride do zadrege takrat, kadar se konča ime na A, pa ne moremo iz sobesedila razbrati, recimo, da te osebe pa ne poznamo, ali je to moški ali je ženska, recimo Saša, Varja in tako naprej. Saša Novak. Samo iz tega podatka, torej imena in priimka, ne moremo vedeti, ali je to ženska, ali je ona, ali je on, kajti Saša je tako moško kot tudi žensko ime.
To torej moram vedeti, da potem vem, kako lahko sklanjam. Kajti kot smo rekli, če je to moško ime, moška oseba, moška imena smo pa rekli sklanjamo tako kot tudi priimke, potem bo tule sicer Saše, vendar bo Novaka. Saše, Novaka ni bilo na sestanek. In nam to sporočilo, ta prava sklonska oblika pove, da gre v bistvu za moškega, za moško osebno ime. Zakaj to razlagam? Zato, ker če pogledamo, kako je pa pri ženskih imenih in imamo recimo Jano, torej Jana Novak, in pogledamo, kako je v tem primeru sklanjanjem priimkov, bomo videli, da se tu priimkov ne sklanja. Se pravi, imamo imenovalniško obliko Jana Novak, rodilniško obliko Jane, vendar ostaja priimek enak, torej brez končnice oziroma z ničto končnico. Jane Novak, Jani Novak, Jano Novak, pri Jani Novak in z Jano Novak sem se pogovarjala. Torej ponavljam, kadar imamo žensko ime, potem priimkov zraven ne sklanjamo. Torej, če se vrnem na ta primer, to bila ženska, potem bi bilo Saše, Novak, ni bilo na sestanek. Ker je pa to moški, oziroma če je moški, potem pa Saše Novaka ni bilo na sestanek. Ja, to so kar zanimive dileme in potem seveda tudi primeri, ker poglejte, je pa tudi ena izjema, slovenščina je pač živ jezik, kot sem rekla že v uvodni oddaji, moja slovenščina, pa tudi en kup izjem ima in prav zato je za tujce tako zelo težak ta jezik, pa ne samo za tujce, tudi za Slovence, tudi mi imamo težave tako z dvojino, kot tudi z jezikovnimi in slovničnimi pravili. No, in če pogledamo recimo naslednji primer, kaj se zgodi, kadar imamo žensko, ki je ime Jana, piše pa se, ima priimek, ki se konča na A, recimo Jana Derenda. Takole. Če je to torej ženska, torej je Jana, potem sta dve možnosti. Ena je Jane Derenda, ni bilo na sestanek, kar je tudi najbolj pogosto, vendar je pravilna oblika tudi v tem primeru lahko sklanjamo priimek, ker se konča na A. Jane Derende ni bilo na sestanek. Skratka, v tem primeru sta obe možnosti. Jane Derenda ni bilo na sestanek ali Jane Derende ni bilo na sestanek, čeprav ponavljam, je ta druga oblika manj pogosta. Če pa bi bil seveda moški, če še malo bolj zapletemo zadevo, da je recimo to moški, ki se mu ime konča na A, pa še priimek Derenda, potem Matije Derende ni bilo na sestanek, Matiji Derendi sem povedala to in to, pa naj izgleda še tako nenavadno in zapleteno, je ta oblika pravilna, če seveda sklanjamo po drugi moški sklanjatvi. Toliko o sklanjanju imena in priimka ob moških in ženskih imenih. Zdaj pa, če pogledamo naprej, kako pa je, kadar imamo zraven še neke nazive. Kadar imamo ob imenu nazive. Zdaj, bolonjski sistem študija je sicer vnesel v naš prostor kar nekaj zmede na tem področju, se pravi vrstni red oziroma kam napišemo ta naziv. Kajti ta naziv, ki ga nekdo pridobi po bolonjskem sistemu študija, ni enakovreden tistim starim akademskim nazivom, kar pomeni, če imamo nekoga, ki je, bom rekla na pamet, leta 75 doktoriral iz nečesa, potem je to, recimo, če imamo spredaj že v povedi nekaj napisano, potem z malo naprej, je to doktor Janez Novak in tako naprej. Če je ta naziv po bolonjskem sistemu študija, potem se ga piše, recimo magister, se ga piše zadaj, torej ne spredaj, vmes je obvezno vejica, ampak o vejici kaj več v eni izmed naslednjih oddaj, potem je tale magister zadaj, pa niti bom dala v oklepaj, zato ker niti ni nujno, da to tudi zapišemo, lahko tudi spustimo oziroma povsem odvisno, kako se dogovorimo v posameznih poslovnih okoljih. Če pa je ta naziv torej akademski, potem je to napisano spredaj. In kakšno vlogo ima zdaj torej sklanjanje pri tem? V imenovalniški obliki seveda na sestanku je bil tudi doktor Janez Novak, zdaj pa, če pogledamo neko drugo sklonsko obliko, na sestanku ni bilo. Kaj je pravilno? Doktor Janeza Novaka ali doktorja Janeza Novaka?
Pravilna je seveda ta druga oblika, kar pa se že v praksi pogosto pojavlja narobe. Skratka, poudarjam, da tudi nazive, ki so v imenu in priimku, sklanjamo, skratka se v spolu, sklonu in številu prilagajajo imenu in priimku, ki sta zapisana zraven. Torej ne gospa doktor, ampak gospa doktorica. Ženske smo popolnoma enakovredne danes že na vseh področjih, tako da tudi v tem primeru in tako imamo ženske oblike prav za vse nazive in tudi ostale funkcije. Tako da na sestanku ni bilo doktorja Janeza Novaka. Če pogledamo še naprej, kako je recimo, kadar je ta naziv na začetku povedi oziroma kot začetek nekega podpisa, potem bo seveda ta D z veliko začetnico in ponavadi ga torej krajšamo, ne? Torej, doktor Janez Novak. No, ta enakopravnost, ki sem jo omenila, velja na vseh področjih, kar lahko pogledamo tudi na temle primeru. Se pravi, če je ženska tista, ki je doktorirala z nekega področja, je to doktorica Jana Novak in ne doktor Jana Novak, kar je res zelo pogosto slišati in brati narobe. Če je v neki službi ženska, ki je svetovalka za neko področje, potem se podpiše spodaj svetovalka Jana Novak in ne svetovalec. In če je spet ženska referentka, torej tudi zapišemo referentka in ne referent, torej direktorica in ne direktor in tako naprej. Skratka, popolnoma enakovredni sta obe obliki oziroma to obliko, ta naziv ali funkcijo ves čas prilagajamo v spolu, sklonu in številu, imenu in priimku, ki sta zapisana zraven. Morda je bilo zdaj le tega kar veliko, pa vendarle, če na kratko ponovim, pomembno je to, da vemo, da ob moških imenih sklanjamo tudi priimke, ob ženskih imenih priimkov ne sklanjamo, oziroma smo rekli, lahko sklanjamo, kadar se priimek konča na A, vendar ni to potrebno. Morda kot zanimivost omenim samo še nekaj, kar sodi na področje jezikovnega bontona in je tudi zelo zanimivo. Včasih se sprašujejo ljudje, kaj je prav, kaj napisati najprej, kadar imamo moško in žensko ime. In če sem že omenjala enakopravnost, vendarle se v poslovnem bontonu ženskam pa še vedno daje prednost. In če torej na ovojnico napišemo dve imeni, pa se recimo enako pišeta, potem sta ponavadi to, torej najprej žensko ime in potem moško, Jana in Janez Novak. No, do kakšnih dilem včasih prihaja, če pogledamo, kako je, kadar se pojavita moško in žensko ime kot sestavni del nekega naselja, recimo ulice. Primer. Pred nekaj leti, ko je nastalo novo naselje v Novem mestu, so se pristojni odločili, da se bo imenovala ta ulica po dveh baletnikih, ki se pišeta Mlakar. To sta Pija in Pino Mlakar. In potem se je pojavila prva dilema oziroma prvo vprašanje. Kdo naj bo zapisan, poimenovan na prvem mestu? In po jezikovnem bontonu, kot sem rekla, torej damo prednost ženski, tako da najprej ona, torej najprej Pija. Torej, on, moški, je Pino. In kaj se zgodi naprej? Prej smo rekli, torej žensko ime seveda sklanjamo, torej to ulica Pije. Poglejte, bodimo pozorni na to. Jaz sicer izgovorim tale J, ker fonetično drugače ne bi zvenelo, ne, Pije, torej Pije, ampak če je ona imenovalniški obliki brez J, o tem sem govorila že v prvi oddaji, potem je to zapisano takole, če bi bila Leja, poglejte, pa naj izgleda še tako nenavadno, potem bi zapisala v nadaljevanju Leje Novak ni bilo doma takole. Skratka, ulica Pije in Pina, torej spet sklanjamo in zdaj se pojavi naslednja dilema. Kaj narediti s priimkom, če smo pa prej rekli, da ob ženskih imenih priimka ne sklanjamo, ob moških ga pa sklanjamo. No in v tem primeru jezikovni bonton pravi, oziroma tudi slovnično pravilo je takšno, da se ravna priimek vedno po imenu, ki je bližje. In ker je v tem primeru bližje, torej moško ime, torej Pino, bomo sklanjali. Torej ulica Pije in Pina
Mlakarja. O tem, ali je ta ulica ustrezna ali ne, ustrezno ali neustrezno poimenovana zaradi same dolžine, poštnih zakonitosti in tako naprej, pa kdaj drugič v eni izmed prihodnjih oddaj v rubriki Jezikovni namig. Nekateri so se pravkar v začetku oktobra podali novim študijskim izzivom naproti, nekateri razmišljate že morda o diplomi, jo morda celo že pišete ali pa ste jo že napisali in tokrat v rubriki Zanimive besede poglejmo ravno to, odkot beseda diploma. Torej, iz latinščine diploma, kar je pomenilo uradna listina, poverilno pismo, kar je izposojenka iz grške besede diploma, uradna listina, patent. Zanimivo je, da je beseda izpeljana iz grške besede diplos in je pomenila dvojen, dvogub. Zakaj? Zato, ker je prvotno pomenilo tisto, kar je bilo zloženo, kar je bilo prepognjeno. Uradne listine so bile včasih prepognjene in zaprte s pečatom. In od tod torej današnja beseda diploma. Zdaj pa še malo na področje rastlinstva, bonsai. Poglejte, zapisan s črko J. V originalu bi bil seveda s črko I, ampak v slovenščini smo dali kar takole slovenski J zraven. Zanimiva beseda, kajti gre za v posodi gojeno miniaturno drevo ali grm. Tujka je sicer prevzeta prek nemške besede, ampak ta spet iz japonščine, kjer je bon pomenilo skleda in še pomeni lonec saj pa gojiti, negovati. Torej, bonsai, prvotno drevo ali grm, ki ga gojimo po navadi v cvetličnem loncu. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. Your stare was holding ribs in skin. Kako dobro poješ. Lol, kaj? Itak da ne. Ne, resno, mogla biti na kakšno audicijo. Ne. Jo, meni se itak mudi, tako da grem. Ok. Čau. RTM. Jaz do tebe. Čau. BTV so kratice za angleški stavek oziroma frazo by the way, kar pomeni mimogrede in največkrat uporabljamo te kratice na koncu nekega sporočila, ko napišemo že sporočilo in se potem spomnimo kakšno pomembno stvar in napišemo BTV, pač mimogrede, bi šla še z mano na pijačo, bi šel še z mano na pijačo ali pa kaj v tem smislu. Potem suffer je neka fraza, ki jo najstniki uporabljamo kot neke vrste trpljenje. Če te nekdo vpraša, kako si in ti gre vse narobe, ti rečeš suffer furam. LOL so kratice lot of laugh, kar pomeni veliko smeha. In največkrat uporabljamo te kratice v sarkastični obliki, če nam nekdo pove nesmešno šalo in mi napišemo LOL. No, zdaj, ko zunaj razsajajo nič kaj prijazni virusi, pa vas želimo mi v oddaji Moja slovenščina okužiti z lepšim, prijaznejšim virusom, to je bralni virus, kajti na vrsti je rubrika Klub Knjigobob. No in tokrat sem si izbrala za predstavitev zanimivo knjigo argentinskega pisatelja, enega najbolj priljubljenih psihoterapevtov, Jorge Bucay je to, naslov knjige pa Ti povem zgodbo. In sicer govori o mladeniču, ki obiskuje psihoterapevta, da bi skupaj poiskala odgovore na vsakdanja življenjska vprašanja in s pripovedovanjem zgodb, od grških mitov pa do japonskih parabol, zenovskih modrosti in lastnih izmišljenih zgodb, mu Jorge pomaga do samospoznanja. Čeprav knjiga opozarja, da življenje sploh ni enostavno, je polna
optimizma. Z njo je avtor mojstrsko prikazal zdravilno moč pripovedovanja zgodb, v katerih se bo našel prav vsak bralec. In za vas sem si izbrala eno kratko zgodbico, ki pripoveduje o dveh žabicah. Vse zgodbe imajo bogato sporočilno vrednost in tudi ta o dveh žabicah jo ima pa še kako. Govori namreč o dveh žabicah, ki sta padli v smetano. Ja, prav ste slišali. Dve žabici sta padli v smetano in avtomatsko seveda takoj začneta se boriti za življenje, začneta plavati, čofotati, vendar ena zelo hitro začne obupovati. Pravi, joj, saj nama ne bo uspelo. Jaz bom kar končala to trpljenje in bom nehala plavati, bolj da umrem takoj, kot da se še trudim plavati, ker tako in tako se rešiti ne bova mogli. Druga pa ji pravi, ne, daj, vztrajaj še malo in jo spodbuja. In poskuša ona druga še malo plavati, brca svojimi kraki, pa spet pravi, veš kaj, res ne morem, tako in tako je rezultat že znan, umrli bova, ne bom več. Pa jo druga spet spodbuja, ampak prva se je že odločila, pravi, ne, jaz bom odnehala. Gluk, gluk, gluk in se potopi in seveda umre. Ta, ki je vztrajala, pa vztraja še naprej. Brca svojimi kraki in kaj se je zgodilo. Smetana se je stepla, oziroma jo je stepla žabica, ki je lahko, živa seveda in nepoškodovana, priplezala na plano, priplezala življenje. Torej, še kako pomembno je, da v življenju vztrajamo. In ravno o različnih vrednotah, o različnih pozitivnih pogledih na življenje govori knjiga Ti povem zgodbo. Zato verjamem, da bo našla mesto tudi pri vas, tudi na vaši knjižni polici. No in ravno to knjigo vam podarjamo v oddaji Moja slovenščina in sicer jo podarja Mladinska knjiga, knjigarna in papirnica iz Novega mesta. In kaj morate storiti, da bo knjigo dobil nekdo od vas? Pošljite nam odgovore na naslednje vprašanje, ki se bo zdaj pokazalo tudi na vaših zaslonih. Napišite 2 slengovska izraza, ki jo še nismo predstavili v naši oddaji, glede na to, da je to šele druga oddaja, seveda teh izrazov še ni bilo veliko in imate veliko primerov verjetno na razpolago in torej razlago zanjo. Se pravi, napišite 2 slengovska izraza na dopisnico in razlago zanjo, potem pa odgovore pošljite na dopisnici na naslov Televizija Vaš kanal, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, seveda s pripisom za oddajo Moja slovenščina in zraven številko 2. No, vaše dopisnice pa pričakujemo do 16. oktobra letos. In kako boste izvedeli, kdo bo ta srečni nagrajenec, ki bo lahko prebral še druge zgodbice, razen te o 2 žabicah iz knjige Ti povem zgodbo. To boste izvedeli v reviji oziroma časopisu Vaš mesečnik, pa tudi na videostraneh televizije Vaš kanal. Torej, želim vam prijetno branje knjige Ti povem zgodbo in pa seveda katerekoli druge prav tako. Tokratno oddajo zaključujemo z mislijo Theodorja Roosevelta, torej še z enim draguljem, ki pravi takole. Naredi, kar moraš s tistim, kar imaš tam, kjer si. In če se vrnemo na zgodbico o 2 žabicah, torej tista druga je vse, kar je lahko in kar je morala, naredila s svojimi kraki, predvsem pa z vztrajnostjo, z optimizmom in s pozitivno energijo. In veliko te seveda v naslednjih dneh privoščim tudi vam. Nasvidenje.